Prvi gost v našem studiu je človek, ki je v vsega 14 tednih izgubil neverjetnih 74,4 kg oziroma kar 42,13% svoje telesne teže. In se seveda povsem preobrazil. Bojan Papež, dobrodošli. In najprej za začetek iskrene čestitke, jaz vam moram dati kar roko. Hvala. 74 kg. Jaz sem brez besed, dobesedno, neverjetno res velik poklon. V zadnjih dnevih ste zagotovo slišali, koliko čestitk. Najbolj škrdežujejo. Nešteto. Ogromno res, ker sam ne morem verjeti, da je to sploh možno v teh 4 mesecih izgubiti za eno Indiro, recimo. Ja, jaz sem preračunala, da 74 kg izgubili ste za eno mene in mojega sina. Točno 74 kg tehta v skupaj. To je res neverjetno. In to v pičlih pravzaprav 14 tednih. Nekateri potrebujejo leto, 2 ali pa celo več, če sploh kdaj uspejo toliko shujšati. Mene predvsem zanima ena stvar. Po koncu šova ste bili približno doma nekje 20 dni, potem do finalne oddaje. Kako je v tem času izgledal en vaš vsakdan? Koliko je bilo telovadbe? Najprej je bilo odrekanje prehrani. Res, tu sem šel v ekstremne razmere. To pomeni kaj, ekstremne recimo, razmere? Recimo, zjutraj en jogurt ali pa, eno jajčko trdo kuhano, to je to. Potem, ali fitness, dosti krat sem šel recimo na Pohorje, 4 ure peš v hrib. Ko sem prišel domov, sem si skuhal kako zeljno juhico, kroži tiste zeljne juhice, pa še 2 uri kakšna kardija. In to je bilo to. Se pravi, 2-krat na dan, en orang trening in potem ena jajčka, en jogurt. Jaz si to sploh ne predstavljam. To niti po mojem 4-letni otrok ne bi zdržal ob taki količini, ne pa en tak konkreten moški, kot ste vi. Jaz to sem rekel, to je ekstrem, mislim, to je noro, mislim. Moja je rekla samo, da je čim prej fertik, da začneš malo lepši normalno jest, ampak drugače pa ni rezultata, ne, mislim, zdaj, če bi šel, se najedel, tako bi se spodobilo, ne more iti tako dol, ne. Ampak za 50 000 evrov je vredno potrpeti, ne, tudi teh 14 tednov. Treba nekaj riskirati. Je pa res, da pri hujšanju oziroma pri tako uspešni izgubi telesne teže ni nobenih bližnjic, ne, ni čarobne tabletke, ni trikov, ni. Ni, paziti pri prehrani. Prehrana, bom rekel, je skoraj 80%. Potem pa treningi zaradi glede oblikovanja telesa, so pa različni treningi, ampak na prvem mestu je prehrana. Jaz sam rečem pri sebi, v tem šovu, enkrat nisem bil sit, da bi rekel, da sem najedel, da sem bil skozi lačen, tudi ko sem se najedel. Kaj pa recimo, kaj je bila tista prva jed, ko ste potem prišli domov po finalu? A ste si privoščili vsaj potem eno orang večerjo ali pa zajtrk? Smo se pregrešili, bom rekel. Najprej po tehtanju je Aleksander prinesel dojka, smo že od dojka jedli. Potem sem že bil na pici, sem rekel, zdaj pa nov teden, sem rekel, zdaj pa nič več, sem rekel, na stara pota ne grem. Zdaj sem spet na salatki, na piščančku. Torej na zdravi prehrani. A se morda bojite tega jojo efekta? Veliko ljudi recimo shujša, pa potem s časoma pridobijo vse te kile nazaj, pa še kakšno zraven. Dobro, možnost je vse, da lahko pride do tega, ampak jaz sem rekel, da bom delal na tem, da na stara pota ne grem, da sem držal tega tudi čez leto dni, ko bo rekli, da ne bo rekli, le njega, nekak ki pa je zdaj, ne. Sem rekel tega, da nočem, da sem držal prehrane. Ker veliko ljudi je recimo komentiralo, me zanima, ne konkretno glede vas, ampak glede vseh tekmovalcev, me zanima, kako bodo videti čez nekaj mesecev kasneje, potem, ko so doma, ko so pač v nekem udobju, v coni udobja, pa se začne počasi, ne, se enkrat pregrešiš, 2-krat, 3-krat, potem pa to postane stalnica, potem pa hitro pridejo kilogrami nazaj. Hitro, zdaj bi sigurno šlo hitro kilogrami nazaj, samo, spet tako smo tam delali, treningi, marsičemu si se odrekel, tako da doma moraš isto nadaljevati, ne gre drugače, ne, tako da. Bojan, jaz predlagam, da si še pogledava nekaj zmagovalnih trenutkov petkove finalne oddaje. Poglejte to neverjetno preobrazbo! Kako si suh! Hvala. Zaužen. Tvoja nova teža Ajde.
Danes znaša 102,2 kilograma. Imamo ga! Imamo velikega zmagovalca! To je sezone za Fitness Slovenija! Bravo, bravo! Ja, definitivno Bojan je res izgubil res tako ogromno kilogramov, kar se tudi videlo na njegovem obrazu. On je bil totalno zrnca. Ja, res sam sem presenečen, kako daleč sem prišel, koliko kilogramov imam. Naš Bojan je norčki in zasluženo je zmagal, pač lahko mu sam čestitamo. Srnica, to pa je kompliment. Bojan, kaj boste počeli zdaj po koncu šova? S čim se boste ukvarjali? Ja, ukvarjal sem naprej tako zdaj z turizmom. Mogoče dali celo malo bolj zdravo hrano na jedilnik. Z vinogradništvom. S sabo ste prinesli tudi eno steklenico vina, Ja, rumeni muškat. ja. To je vaše družinsko vino, prav Ja, vaše. našo, Vino našo. Papež. Aha, evo, in danes bo tudi za nagrado dobil eden od naših gledalcev. Mislim, da bo izredno vesel, sploh da pije vino zmagovalca. No, super. Lepo. Kaj pa sicer z nagrado? 50.000 evrov, ki je kar nekaj denarja, ne? Ja, je nekaj denarja. Jaz sem rekel, da bom šel bolj v promocijo samega turizma, glede vin. Tudi družina na kako potovanje pelo, ker so res bili zdaj doma pridni, delali. Ko me ni bilo, so mogli še na mesto mene, bom rekel, trdno delati. Da moram jih malo razvajati. Absolutno, ampak zdaj so veseli, da ste doma. Ja, seveda so veseli, ponosni. Ne morejo se še me navaditi najbolj, ampak se bojo mogli. Bo hitro, bo hitro. Potem, ko bodo gledali stare fotografije, bodo rekli, da vas sploh več ne poznajo, kakšni ste bili včasih. Sezona se je končala, ampak Planet TV je že napovedal novo sezono. Prijavite se lahko torej vsi, ki se želite znebiti odvečnih kilogramov. Kaj svetujete tistemu, ki morda ne razmišlja ali pa še ni prepričan, ali bi se prijavil v šov ali ne, se splača, pa ne zgolj samo zaradi nagrade? Ne zaradi nagrade, jaz se tudi nisem zaradi nagrade prijavil. Jaz, ko sem videl Bige službe Slovenija, sem takoj šel, na enem rojstnem dnevu sem bil, sem rekel, le slikaj me, takoj sem poslal pač fotografijo, prijavnico, sem rekel, le, če doma do zdaj nisem, vsak ponedeljek sem šel na dieto, ampak ne vem, do kosila obupal. Sem rekel, tukaj pa moraš nekaj narediti za sebe, tako da jaz predlagam takoj prijaviti, takoj iti v to, dobene ne bo žal, meni ni žal, ker tega, kaj sem tu naredil, doma ziher ne bi. Res je, torej vsi tisti, ki torej še niste prepričani, kar pogumno in se prijaviti, ne? Sigurno. Bojan, najlepša hvala za obisk v studiu. Želim vam vse dobro, uspešno leto in pa seveda, da bodo kilogrami ostali, kjer so. Ja, hvala lepa.